K mikrofonu vabim osrednjega govornika današnje slavnosti, predsednika Zveze policijskih veteranskih društev Sever, dr. Tomaža Časa. Spoštovane veteranke in veterani Zveze veteranov vojne za Slovenijo in Zveze policijskih veteranskih društev Sever, gospe in gospodje, vršice in tovariši, spoštovani gostje, spoštovani praproščaki. Lepo in z velikim spoštovanjem vas pozdravljam na današnji slovesnosti ob dnevu veteranov vojne za Slovenijo 1991 na geometričnem središču Slovenije na Slivni pri Vačah in vam čestitam ob vašem in našem prazniku, ki smo si ga izbrali kot 17. maj. Razlog, da sem danes slavnostni govornik, je v tem, da nam je načelnik generalštaba Slovenske vojske, generalmajor Alen Geder, ki je predtem že potrdil, da bo slavnostni govornik, sporočil sledeče, citiram: "Po premisleku sem se odločil, da kot načelnik generalštaba Slovenske vojske ne bom aktivno sodeloval na dogodkih izven Slovenske vojske, ki bodo izvedene v času aktivne volilne kampanje, ker bi bila moja aktivna udeležba v vlogi načelnika lahko tudi predmet predvolilnih razprav." Prav, če se je tako odločil. Letos je zelo pomembno leto za veterane Zveze vojnih veteranov Slovenije, ki bodo v septembru praznovali 50. obletnico obstoja teritorialne obrambe. Ob to se nekateri že javno spotikajo, nekateri pa so zaradi tega zaskrbljeni in ne želijo, da bi se veliko govorilo o 50. obletnici ustanovitve teritorialne obrambe v času volilne kampanje. Gospod Igor Bavčar je v prispevku Zgodovina ponavljačev ne pusti skozi, objavljenega v sobotni prilogi Dela, zapisal več netočnosti o teritorialni obrambi, ustanavljene manevrske strukture narodne zaščite, pomenu akcije Sever in vlogi slovenske milice od leta 1989 do 1991. Avtor si dovoli prispevko več želitev za pripadnike teritorialne obrambe, ko navaja, da ne drži, da bi bivšim pripadnikom teritorialne obrambe šlo za samostojnost Slovenije, da so bili vsi obvezniki vpoklicani za obrambo Slovenije, usposobljeni v jugoslovanski vojski in tako naprej. Nasprotno, usposabljali so se v teritorialni obrambi na slovenskih tleh, v slovenskem jeziku in za obrambo Slovenije. Tudi borili so se za Slovenijo. Naj ob tem veterani vojne za Slovenijo 1991 ponovno povemo, da se nismo borili za Demos in ne za partijo, takratno ne poznejšo, ki so razprodali Slovenijo in dovolili, da se je tajkunizacija razširila. To bomo takratni teritorialci in miličniki vedno znova poudarili, predvsem tistim, ki so v skritih ciljih osamosvojitve vedeli več ali imeli večja pričakovanja tudi glede osebnih koristi. Tako kot nekateri očitajo komunistom in partizanom, da so se v drugi svetovni vojni borili samo za oblast, lahko danes tudi novim strankam in Demosu v letu 90 očitamo, da so se tudi borili za oblast in ne za boljši jutri vsem Slovencem, za kar smo se borili teritorialci in miličniki, seveda tudi zavedni Slovenci. Mnogi v zadnjem času se bolj glasno uporekajo vsemu, kar se je dogajalo pred 15. majem 1990. Takrat so mnogi, ki so bili po svojih dejanjih izjemno zvesti komunisti, čez noč postali vzorni demokrati in madež članstva v Zvezi komunistov se jim je čudežno izbrisal. Temu bi dr. Menzinger rekel ex post antikomunisti, ljudje, ki trdijo, da jih je komunistični režim preganjal, v resnici pa so bili člani in včasih tudi najbolj zagrizeni sekretarji raznih organizacij Zveze komunistov. Drugi pa smo ostali kontinuiteta komunistov, tudi takratni miličniki, ker smo delali, kot pravijo, po režimskih predpisih. Moram pa reči, da je nova demokratična oblast dopustila, da smo policisti še kar naprej vse do leta 1998 delali po režimskem zakonu o notranjih zadevah iz leta 1980. Nova demokratična oblast, poudarjam, demokratična oblast, je spreminjala zakon o notranjih zadevah samo toliko,
da je lahko izvajala lustracijo in prisilno upokojevala njim nevšečne oziroma režimske policiste in druge delavce organov za notranje zadeve. Tega pred 15. majem 90 vodstvo republiškega sekretariata in uprava milice ni počela. To vam zagotavljam, ker sem bil v slovenski milici odgovoren tudi za kadrovske zadeve. Spoštovani, preden nadaljujem, moram poudariti, da takoj po vojni in še kar lep čas nismo želeli govoriti o vsem tem, sedaj pa govorimo, ker nekateri pretiravajo in pa potvarjajo zavestno ter lažnivo zavračajo vse, kar je bilo v milici in teritorialni obrambi storjeno dobro za osamosvojitev pred 15. majem 1990. Ko govorimo o tem 15. maju 1990 in ko se na vse pretege in na vse možne načine nekateri vztrajajo, da je bila teritorialna obramba razorožena in da takratni predsednik predsedstva ni nič naredil, moramo o tem reči vse 4 stvari. Prvič, teritorialna obramba je bila takrat le delno razorožena. V Kočevju je bila razorožena ob prisotnosti gospoda Krkoviča, ki je danes okrog tega najbolj glasen in po njegovem mnenju najzaslužnejši, da se v zvezi s tem storil vse potrebno, da se ta proces odvzema orožja ustavil. Danes smo že slišali, da so mnogi drugi v občinah temu zelo veliko sami prispevali. Drugič, kriviti predsednika predsedstva okrog odvzema orožja je smešno. Kaj pa ne bi v smislu operativnih ukrepov naredil predsednik predsedstva? To je bil dolžan storiti takratni notranji minister. Tretjič, če bi notranji minister namesto, da se je o tem pogovarjal ne vem s kom, takrat poklical upravo milice, bi milica v 2-3 urah fizično zavarovala vse lokacije, kjer je bilo hranjeno orožje izven vojašnice do politične odločitve. Vem, da bo odgovor, zdaj lahko govoriš, zakaj pa nisi takrat to predlagal. Ja, nisem mogel, ker v tem uprava milice ni bila obveščena in tudi kasneje se je pred upravo milice marsikaj skrivalo, vsebinsko delovanje manevrske strukture, Patrovih dvotenica in tako naprej. Ja, ko še je delovala milica spomladi leta 1990 pod vodstvom republiškega sekretarja Ertla, je do uprave milice prišla informacija, da bo Jugoslovanska ljudska armada zasedla vse evidence vojaških nabornikov, ki so jih vodili občinski upravni organi za obrambo v Sloveniji. Takrat je milica takoj po informaciji fizično zavarovala prostore teh organov v vseh občinah v Sloveniji in večino evidenc prenesla na takratne postaje milice. In referenti so prihajali na postaje milice in tam upravljali naloge, ki so bile vezane na te evidence. Nekatere te ukrepe je milica izvedla tudi v sodelovanju s teritorialno obrambo, ki sedaj nekateri učitajo, da je bila takrat pred 15. majem 90 na strani Jugoslovanske ljudske armade. In četrtič, ministra za notranje zadeve in obrambne zadeve Republike Slovenije bi lahko Slovencem pojasnila, zakaj sta se v mesecu avgustu leta 90 dogovorila z obrambnim ministrom in notranjim ministrom Hrvaške, da jim bomo prodali nekaj orožja in opreme. In to je na zahtevo takratnega notranjega ministra Ministrstvo za notranje zadeve realiziralo in Hrvaške v mesecu novembru 90 prodalo na enotah odseta naslednjo orožje in oprema. 90 kosov ostrosrednjih pušk M76 in 69, 80 kosov ročnih metalcev min M57 in 100 neprebojnih jopičev. Če bi dali teh 100 neprebojnih jopičev miličnikom in teritorialcem, ki so vojne za samostojno Slovenijo izgubili življenje, bi lahko bili danes tukaj in tudi oni slavili naš in njihov praznik. Ker jih danes ni več med nami, predlagam, da se jim poklonimo z enominutnim molkom. Slava jim. Takšno ravnanje obeh takratnih ministrov je zame pomenilo ravnanje blizu sabotaže. V vsakem primeru pa je bilo to dejanje slabitve obrambne sposobnosti Republike Slovenije. Posledice tega so se izkazali v vojni za Slovenijo naslednjo leto, ko miličniki niso imeli ročnih metalcev min in ki so jih nujno potrebovali pri obstreljevanju Jugoslovanske ljudske armade z letali. O tem pričajo dokumenti in objavljena knjiga Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih. O pomenu akcije Sever in dejanjih takratnih organov za notranje zadeve
za preprečitev mitinga resnice, napovedanega za 1. december 1989, obstajajo številni zgodovinski viri. Še tako neroden iskalec resnice lahko najde zvočne, slikovne in pisne vire, avtentična dokumentarna gradiva, ki pričajo o dogodkih in duhu tistega časa. Prav na zbranih in objavljenih avtentičnih gradivih temeljijo ugotovitve zgodovinarjev o zgodovinskem pomenu akcije Sever in o njeni umestitvi v okvir uresničevanja tisočletnih sanj Slovencev o svoji državi. Verodostojnost in resnicoljubnost pa nista lastnosti gospoda Bavčarja v pisanju v Dnevnik Delo. Zato moramo takšna in podobna pisanja in razlage posameznikov presojati predvsem skozi prizmo dr. Zdenka Čepiča z Inštituta za novejšo zgodovino, ki v predgovoru knjige Policija Posavja v osamosvojitvenih procesih opredeljuje takšna pisanja kot, citiram, zgodovino, takšno početje, samohvaljenje in zanikanje pomena oziroma vloge milice v 10-dnevni vojni in celovitem procesu osamosvajanja niti ni produktivno. Je morda za posameznika, za njegov egocentrizem, za zgodovinopisje in za zgodovino pa ne. Prepričani smo, da javnost ve in da zgodovinski viri to potrjujejo, da smo milica in drugi pripadniki organov za notranje zadeve z akcijo Sever varovali Slovenijo pred spolitiziranimi velikosrpskimi mitingaškimi hordami, ki so hotele zaustaviti demokratične procese v Sloveniji, zrušiti slovensko vodstvo, ustvariti izredne razmere in vsiliti oblast po Miloševičevi meri. Tako pripadniki organov za notranje zadeve kot celotna slovenska javnost smo se tistih decembrskih dni zavedali, da je varovanje javnega reda in miru le pravo kritje za akcijo in ne edini cilj. Glavni cilj je bil zavarovati razvoj demokratičnih procesov v Sloveniji. Samo dobre 3 tedne po preprečitvi jogurtove revolucije v Sloveniji je Skupščina Socialistične republike Slovenije 27. decembra 1989 sprejela zakon o političnem združevanju, ki je omogočil ustanovitev strank, 30. decembra pa razpisala prve večstrankarske skupščinske volitve in volitve predsednika in članov predsedstva Socialistične republike Slovenije. Ali bi bilo to mogoče, če miličniki ne bi bili pripravljeni varovati Slovenije z vsemi sredstvi v akciji Sever in še nekaterimi ravnanji prej? In slovensko javno mnenje je leta 1990 pokazalo 92,7% podporo državljank in državljanov akciji Sever. Zgodovinski viri tudi ne potrjuje navedb in razlag nekaterih o nastajanju in vlogi manevrske strukture narodne zaščite ter organiziranosti in delovanja takratnih pripadnikov milice. Takratni organi za notranje zadeve, slovenska milica, so bili organizirani in delovali po zakonu o notranjih zadevah iz leta 1980. Milica je imela po tej zakonodaji vzpostavljeno organizacijo za vojne razmere, bila je dobro izurjena in pripravljena za takojšnjo delovanje. Njeno delo se ni prav nič spremenilo s tem, ko je nastala manevrska struktura narodne zaščite. Organi za notranje zadeve namreč niso bili njen del, bili pa so oborožena sila skupaj z manevrsko strukturo. Zato smo se bomo in se moramo odločno zoperstavljati vsem poskusom razvrednotanja in prirejanja zgodovine in poveličevanja le nekaterih všečnih dogodkov in posameznikov. Naj ob zaključku povem, da sem izjemno zadovoljen, ker Združenje Sever izjemno dobro sodeluje z Zvezo veteranov vojne za Slovenijo, s katero smo v zadnjem obdobju uspeli povrniti nekatere pravice, ki so nam bile vzete z ZUJF-om. Žal mi je, da nismo uspeli, da bi sprejeli spremembe in dopolnitve zakona o vojnih veteranih. Zgodilo se je to, da nas 2 koalicijski stranki niso podprle na kolegijo predsednika Državnega zbora, kasneje tudi obstruirali seje, ker bi lahko med drugim lahko bil obravnavan tudi zakon o vojnih veteranih. Tako napori stranke Modernega centra, ki je zbral ustrezno število podpisov poslancev, da bi naš zakon bil sprejet v tem sestavu Državnega zbora, ni uspel. Jaz osebno se stranki Modernega centra in vladi Republike Slovenije, njegovemu predsedniku, za vse napore in storjeno za vojne veterane 91 in druge zahvaljujem. Spoštovane,
veteranke in veterani vojne za Slovenijo 91, društva, odbori, pododbori, območna, pokrajinska in druga združenja. Zahvaljujem se vam za vaš prispevek, da lahko danes rečemo, da smo v obdobju, odkar smo se nazadnje tukaj srečali, svoje delo in poslanstvo upravili ne le dobro, temveč tudi vzorno pri tistih aktivnostih, ko nismo bili odvisni od drugih. Zahvaljujem se tudi vsem drugim veteranskim in domoljubnim organizacijam, Ministrstvo za notranje zadeve, Ministrstvo za obrambo, Generalni policijski upravi, Slovenski vojski in vsem drugim, s katerimi smo uspešno sodelovali in delali. Želim vam vse dobro in prijetno druženje v geometričnem središču Slovenije, kamor lahko vsako leto s ponosom prihajamo veterani vojne za Slovenijo 91, saj si praznovanje našega praznika na tem mestu zaslužimo, če se spomnimo dogodkov izpred 27 in več let. Hvala lepa za pozornost.